Tole je prenovljena Fiesta z opremo Active. In ta trenutek je verjetno edina prenovljena Fiesta v Sloveniji, ker ostale še prihajajo. Je čist nova, 966 km ima, ko sem jo prevzel, jih imela pa sam 20, tako da bog ne daj, da bi jo slučajno popraskal. Izziv sem pa izbral glih tak, kjer sem mi to lahko naredil, ne? Buh. Jep, spet smo nazaj s Fordovimi izzivi, ker jih imate radi, vem, ker pridno sodelujete in se potegujete še za nagrade. Tokrat jih bo dal kar Ford, prva bo tale torba, v naslednjih oddajah še kaj drugega, med drugim tudi vikend s Fordom s polnim tankom goriva. Kup zanimivih avtomobilov se bo pojavljalo v naslednjih oddajah, za začetek pa torej Fiesta Active. Active pomeni, da ima ob strani dodatne zaščitne plastike, da se lažje spopada s to mestno džunglo, kjer imamo v mislih predvsem kakšno vejico, ki je na parkingu ravno padla tik ob avto. No, pa okoli 2 cm je bolj oddaljena od tal, kar zna biti v mestih pa vseeno odločilna prednost. Križance in takšne malo bolj dvignjene navadne avte radi kupujete, ker vseeno sedite malo više in se potem lažje vidi vse skupaj ven. Redko kdo pa pomisli, da je dejansko ena večjih prednostih takšnih avtomobilov, da ste malo manj nervozni pri parkiranju. Ob visokih robnikih, jasno. Tudi če gre samo za kak centimeter več pri podvozju. Se vem, eni ste vedno pazljivi, drugi imate srečo in še niste nasedli, tretji pa ste že slišali tisti prijeten zvok, ko robnik premaga plastični podaljšek od bijača. 1:0 za beton. No, pa da vidimo. 3 lokacije v Ljubljani sem izbral pred večjimi nakupovalnimi centri, kjer bom vedno parkiral z nosom naprej do robnika ali pa prek njega. In začenjam na Rudniku. Tu so parkingi marsikje zanimivi, zato ker se posedajo in so potem robniki res zelo visoki. Ja, no pa da vidimo. Imam pa tudi še asistenta tam na zunaj, da res ne bi slučajno kje popraskal. Gremo, 3, 4, počasi. Ok, prvi je zaključen in, ne povem, vi ugibajte. Nagrado se je pač treba prislužiti, ne? Peljem se na drugo lokacijo in vmes gledam, kaj je novega pri Fiesti. V notranjosti ni nekih hudih sprememb, mi je pa všeč, da so tule še vedno klasični pravi gumbi. Pa zelo fajn občutek imam za volanom. Tak fin, debel je, namestitev za njim je super, Ford to zna. Zunaj se pa vidi, da je malo drugačna maska in pa luči so nove, res svetijo fantastično. In seveda avto ostaja fin za voziti. Tudi če je višji, se pelje lepo, v tem primeru je še malo bolj udoben in nagibanje je čist malo več. Ok, robnik številka 2. Tale je nižji, zato tudi ničesar ne povem. Še ena lokacija me čaka, ta pa v BTC-u, na poti po garažni hiši, kjer so robniki ob straneh precej visoki. No, za tega je bil pa že tale, mal preveč visok. Je bila taka gužva v garaži, da sem prišel nekam drugam. In zdaj je misija uspela. Ja, kolikokrat bi pa lahko jaz popraskal? 3krat sem poskusil, avto je mal dvignjen. Hitro na Facebook volan odgovorite na nagradno vprašanje in lahko dobite tole krasno torbo, odgovor pa v naslednji oddaji.